Iz Cerknice se podamo po novi kolesarski stezi, ki vodi proti vasi Dolenje jezero. Odprli so jo lani in s tem ožje zaščiteno območje, kar se zelene mobilnosti tiče, še bolj približali krajanom. Po poldrugem kilometru urejeno kolesarsko stezo zamenja makadam. Najboljše pa je, da se obiskovalec ustavi v centru za obiskovalce Cerkniško jezero, to je takoj na vstopni točki na koncu vasi Dolenje jezero, kjer je tic in dobi vse informacije, kam lahko gre, kaj lahko počne, lahko si sposodi kolo. Glede na to, da smo v naravnem okolju, priporočamo brez motornega prometa na trajnosten način, se pravi peš ali pa s kolesom. Glede na samo velikost Cerkniškega jezera, gre za največje jezero v Sloveniji, pa svetujemo ogled s kolesom, saj le tako boste lahko videli celega. Tudi zato, ker je kolesarjenje okoli Cerkniškega jezera dokaj preprosto, tudi za manj pripravljene. Ob Cerkniškem jezeru imamo označene tudi na terenu 4 poti, to so Žaba, Kačji pastir, Ščuka in Jezerko. Najkrajša je dolga 11-12 km, najdaljša pa 30 km, vključuje pa tudi Rakov Škocjan še zraven, tako da na svoj račun res lahko pridejo vsi. Označbe vas bodo vodile po različnih postojankah in poteh, s katerih pa raje ne skrenite, pravijo v parku. Naša izkušnja na območju narave bo najboljša, če ob tem upoštevamo ostale živali, ki tukaj živijo. In to najboljše naredimo tako, da gremo po označenih poteh, ker so tudi opazovalnice, se tam ustavimo in z daljnogledom opazujemo v tišini. Medveda, volka, risa ali jelenjadi, ki so sicer stalni prebivalci gozdnatega dela parka, najbrž ne boste srečali. Boste pa z gotovostjo doživeli enkratno ornitološko izkušnjo. Tukaj najdemo skoraj 300 različnih vrst ptic. Predvsem so tukaj značilne vodne vrste ptic, razne čaple, race, v jesenskem in pomladanskem času lahko vidimo tudi žerjave. Če pa smo zelo pozorni, pa lahko zagledamo tudi našega največjega orla, belorepca. Cerkniško jezero ima v vsakem letnem času svoj čar. Bodisi po zimi, ko poledeni, bodisi poleti, ko se v njem lahko kopamo. Lahko bi dejali, da gre za stvar okusa. Najlepši obisk je tukaj takrat, kadar je jezero polno vode, to je ponavadi v pomladnih mesecih po pomladnem deževju in pa v jesenskem času, recimo septembra. Takrat, kadar je res jezero se preliva v različnih barvah modre in je res polno vode. Od aprila do septembra pa v parku prirejajo tudi tako imenovane tematske vikende.